Dobrih 20 let deluje otroška nogometna šola Ljubljana. Njene temelje je leta 1998 postavil pokojni Branko Elzner. Na podoben način so zastavili delo z najmlajšimi, ki se navdušujejo nad nogometom tudi drugod po Sloveniji. Ob treningih in prvih resnih stikih s skrivnostmi igre je eno od poslanstev šole tudi druženje na turnirjih in drugih dogodkih, na katerih je v ospredju nogometna žoga. Eden največjih je vsakoletna zaključna prireditev, ki je pravi nogometni praznik, na katerem se otroci v družbi mentorjev in trenerjev predstavijo svojim staršem in jim morda že zaupajo odločitev, da bo nogomet odslej zanje več kot otroška igra. Ena od posebej privlačnih aktivnosti šole je poletni kamp v Bohinju. Letošnji bo mnogim ostal v nepozabnem spominu, saj so nekaj prijetnih trenutkov preživeli z reprezentančnim vratarjem Janom Oblakom. Z nogometašem, ki je eden najbolj znanih in ga otroci postavljajo ob bok vsem ostalim nogometnim zvezdnikom. Mnogi so se prav zaradi njega odločili, da ne bodo napadalci, ampak vratarji. In seveda tudi on je bil nekoč zgolj eden od mnogih nadebudnežev, ki so pogumno stopali v svet nogometa. Pred parimi leti sem jaz bil na uni strani, pa sem vedel tega, ker je bil na tej strani in sem si želel, da bi jaz enkrat prišel sem in da bi nekako lahko jaz povedal kakšno stvar otrokov na drugi strani. Na srečo sem uresničil te sanje in doživel vse to. Na pravi novinarski konferenci, ki so jo pripravili, so otroci lahko dali duška svoje radovednosti. Najprej jih je zanimalo, kako je igrati v družbi svetovnih nogometnih zvezdnikov. Jaz na to gledam tako, ker ti, ko greš na igrišče s svojimi prijatelji, pa odigraš, tako jaz gledam na njih. So igralci, ampak smo tudi prijatelji med sabo in je nekako isto, kot ti, ko igraš z njim. Na isti način, samo da smo starejši. Kdaj je razmišljal, da bi igrali, ne vem, kot vezist ali pa napadalec? Vedno sem imel željo igrati tudi v polju. Od začetka sem hotel biti golman, ampak vedno sem imel željo biti. Največjo željo sem imel biti napadalec. Če že nisem bil v golu, sem hotel biti napadalec, sem hotel dati gol. Ali sem ga odbranil, ali sem ga hotel dati. Tudi on je seveda takrat imel svoje vzornike. Navduševala sta ga predvsem Casillas in Buffon. Na srečo sem lahko pred obema igral, tako da so to nekako ene sanje iz otroštva, ki sem jih imel, da bi igral proti svojimi vzorniki, sem jih nekako uresničil. Ne samo z vztrajnim delom na treningih in mnogim odpovedovanjem. Jan je mladim nadebudnežem položil na srce še en pomemben vidik uspeha. Sigurno je treba ubogati starše, ubogati v šoli učiteljce, biti priden, se učiti delati domače naloge, ker če ne narediš domače naloge, ne smeš na trening. Otroci so z Janom navezali pristnosti, ki bi zagotovo še klepetali, ampak... Zadnje vprašanje. Bi vas vprašal, če ste kdaj razmišljali, da bi kakšen drug šport igrali. Zelo rad imam košarko, zelo rad imam tenis in polet, ko sem prost, ko nimam treningov, ko nimam tekem, z veseljem odigram tudi drug šport. Velikrat sem pomislil, kako bi bilo, če bi se odločil za drug šport, ampak vedno mi je bila želja biti nogometaš in ne bi to zamenjal za nič na svetu. Tudi takšni utrinki na poti nogometnega odraščanja, kot je druženje z vratarjem, ki ga ceni ves svet, so lahko pomembna vzpodbuda v trenutkih, ko se kaj zalomi, ko je trening prenaporen in snov v šoli pretežka. Jan je dokaz, da se je moč na svetovni nogometni oder povzpeti tudi iz majhne Slovenije. Je eden prvih, zagotovo ne zadnji. Vi vsi imate to možnost, če boste pridni, delavni. In verjeli svojim sanjam, tako kot jim je on.